Prehajamo na 9. točko. To je predlog zaključnega računa proračuna občine Kamnik za leto 2020. Predlog zaključnega računa je objavljen v gradivu številka 16/1, predlagatelj župan, poročevalci pa Marija Kos, Maja Sušnik, Luka Svetec, magister Matjaž Srša, Katarina Vegl, dr. Marija Tadeja Ježek, Boris Ravbar in pa Lidija Božič. Besedo ima Marija Kos. Marija Kos, izvolite. Ja, in lep dober večer vsem. A vidite? Vidimo, že smo, kar nadaljujte. Živijo, malo tehničnih težav. Zdaj, pred nami je v skladu z zakonodajo zaključni račun občine Kamnik za leto 2020. Sprejet je bil proračun za leto 2020 na 18. decembra 2019, potem smo imeli v lanskem letu 4 rebalanse. Realizirali smo prihodkov v letu 2020 25.474.000 oziroma 96,3% od načrtovanih, od tega 25.410.000 občina Kamnik pa 63.000 krajevne skupnosti. Realizirani prihodki so bili v največ realizirani davčni prihodki, in sicer 99,4% ali 21.157.000 evrov. Potem so še tukaj nedavčni prihodki, kapitalski, prejete donacije, transferni prihodki in prejeta sredstva iz EU in iz drugih držav. Na strani odhodkov smo realizirali 24.277.000 evrov ali 82,6% načrtovanih. Tukaj se nam pozna, ker nismo realizirali nakupa zemljišč v Kiku v lanskem letu, ampak so se pač sredstva potem v letošnje leto prenesla. Od tega je na strani občine Kamnik bila realizacija 83,4% oziroma 24.094.000, pri krajevnih skupnostih pa 35%, kar predstavlja 182.000 evrov. Realizirani prihodki so bili 96% realizirani tekoči transferi, potem 91% tekoči odhodki, 52% investicijski odhodki pa 85% investicijski transferi. Prenos sredstev občine Kamnik iz leta 2020 v 2021 znaša 3.814.000, in sicer za občino Kamnik 3.466.000 in to je sestavljeno iz namenskih sredstev 817.000 ta prenos, pa 2.649.000, kjer je vključen tudi kredit, ki smo to, kar sem že prej omenila. Krajevne skupnosti pa 347.000 evrov. Stanje zadolženosti občine Kamnik na dan 31.12. je bilo 3.548.000, in sicer je odprt še kredit za kohezijske projekte, pa lansko leto smo najeli tudi kredit za nakup zemljišč v območju Kika. Stanje sredstev občine Kamnik v proračunskih skladih na dan 31.12. je bilo 3.660.000, od tega največ v skladu za financiranje investicij v osnovno šolo 3.188.000, v skladu za pokriti bazen 299.000, potem je pa še tukaj rezervni sklad za stanovanjsko področje, sklad za ureditev prostorov GRS, sklad za športne objekte, proračunska rezerva in sredstva prejetih varščin in garancij. V proračunskih rezervi je znašala 1.1. stanje sklada 50.000 evrov, potem se nam je v lanskem letu zgodila covid epidemija, kar se tudi vidi v izdatkih, ki so znašali 405.000 evrov. Skupaj je bilo v ta sklad v lanskem letu vplačanih 620.000 evrov. Razlika sredstev je bila porabljena za sanacijo plazov, pa za intervencije,
na dan 31.12. pa je bilo stanje sklada 22.519 evrov. V lanskem letu smo imeli predvidenih 40.000 evrov za dokapitalizacijo družbe Velika planina d. o. o., kar je tudi bilo v celoti realizirano, in sicer za redna in investicijsko vzdrževalna dela na žičniških napravah. Realizacijo proračuna občine Kamnik spremljamo na nivoju občine kot tudi na nivoju oddelkov in po proračunskih postavkah, kar imate v gradivu po posameznih proračunskih postavki podrobno opisano, tako da ne bi zdajle jaz to razlagala. Potem vrednost dolgoročnih naložb občine Kamnik na dan 31.12. je znašala 3.648.000 evrov in je bila za 8% višja kot v lanskem letu. In sicer lahko vidite, da največ naložb imamo v družbi Velika planina d. o. o., 2.557.000 evrov, potem v čistilni napravi 993.000 evrov, pa v Termah Snovik 87.000, ostalo imamo pa še neke drobne deleže, ki jih dobimo na zapuščinah za te naše oskrbovance, za katere plačujemo oskrbnine. Med nepremičninami, ki jih ima občina v lasti, je stanje bilo na 31.12. 77 milijonov, od tega je glavnina infrastrukturni objekti, 48.900.000, zemljišča 17.300.000, potem nepremičnine, ki se pridobivajo 5.700.000, to so te investicije, ki so še v teku, in stanovanje recimo 4.597.000. Sredstva dana v upravljanje javnim zavodom predstavljajo na dan 31.12. 2020 36.744.000 evrov. Podrobno razložitev imate pa v samem gradivu. Hvala lepa. Hvala, gospa Marija. Odpiram razpravo, delovna telesa. Svetniške skupine, svetnice, svetniki. Beseda ima Igor Žavbi. Hvala lepa za besedo. Še enkrat, župan, jaz sem pogledal tole gradivo in bi rad opozoril samo na nekatere stvari, ki se mi zdijo, da je pač potrebne, da na njo opozorimo. Slaba realizacija postavke 6306 prevezave zasebnih vodovodov v Tuhinjski dolini, planiranih 30.000 evrov pokurjenih, izkoriščenih, manj kot 14.000, se pravi manj kot polovica, in pa potem še investicijsko vzdrževalna dela v Mekinjskem samostanu, zelo podobna zgodba, s planiranih 34.600 na 6.200. V knjižnici vemo, da smo iz 110 šli na 74, pa potem porabili samo 5.700. To so stvari, ki kažejo na neko slabo planiranje, na ne dovolj premišljeno, kako bomo sredstva dali v proračun, pa potem vidimo, da je treba zgodbo drugače zapeljati in pač teh sredstev ne izkoristimo. Opozoril bi še na dve stvari. Razpis za sakralne objekte. V obrazložitvi lepo piše, da ker je bilo več prijavljenih, kot je bilo planiranih sredstev, se je pač prerazporedil na to postavko dodatna sredstva, zato da smo se zadovoljili. Mislim, da to ni prava pot reševanja razpisov, kajti če je razpis objavljen in če občinski svet z odlokom proračuna zagotovi neka sredstva, potem želim, da se držimo te številke, tako pa kar povečujemo. Mislim, da smo to postavko že kar visoko prišli, glede na tisto, kar je bilo. Videl sem noter podatek, pa želim samo preveriti, če sem prav videl. Država je pokrila 3/10 nastalih stroškov vezanih na COVID, se pravi 92.000 od
nekaj manj kot 300 tisoč evrov. Zanima me, če to drži in zakaj tako majhna številka. Mi smo eno leto nazaj na tisti izredni seji, ki je bila prva spletna seja, opozarjali na to, da nismo povsem prepričani, če so vsi ti stroški res nujno potrebni stroški. Zdaj, če je ostalo pri tem, da samo tretjino dobimo povrnjeno, vidimo, da smo očitno v tem prvem valu epidemije zapravili preveč. Hkrati pa ne povem, da pogrešam neko podrobnejše poročilo, kaj je občina storila oziroma koliko denarja je zapravila zdaj v drugem valu, ki še traja oziroma smo nekako že v tretjem valu. Ne vem. Naslednja stvar, ki me pa moti, na katero sem že večkrat opozoril, je pa cesta Cerkljanska Dobrava-Tunice, ko je župan skočil na žvižg župana Čebulja iz Cerkelj. Na vrat na nos smo asfaltirali 650 metrov ceste in za to porabili 84.519 evrov eno leto nazaj. Če se peljemo danes, že vidimo, da nastajajo tam usadi, da cesta ni bila primerno utrjena. Jaz sem šel malo pogledat druge investicije v ceste. 130 evrov na tekoči meter je bil strošek Cerkljanska Dobrava-Tunice, Markova Studenca Podlom še enkrat več, 267 evrov na tekoči meter, Nevlje-Vševek-Briše ravno tako še enkrat več, 263 evrov na tekoči meter, medtem ko je bila cesta skozi Podgorje, njen strošek 417 evrov na tekoči meter, ampak tukaj je treba razumeti, da je noter tudi več kanalizacijske, več infrastrukture. Skrbi me pa za cesto Motnik-Zgornji Motnik, moram preveriti, kaj se tam dogaja, ker tudi tam je bila cena 127 evrov na tekoči meter. Zdaj ne govorim, da občina ne sme iskati ugodnih ponudb, ampak eno je ugodno, drugo je pa poceni. Angleži imajo nek pregovor, da nismo tako bogati, da bi poceni kupovali. In jaz se tukaj bojim, da smo poceni nekaj kupili, kajti cesto Cerkljanska Dobrava-Tunice bo že treba popravljati. Hkrati so to neke ceste, ki jih ni bilo v planu, ki so se pojavile kar od nekje. Ravno ta teden sem dobil podatek, da naj bi se asfaltirale ceste ali pripravljale ceste v Tunški Mlaki, tudi nekih 300 metrov cest, ki ne vem, če so bile v kakšnem planu, zdaj so makadamske, res pa je, da obstajajo neke sorodstvene povezave med zaposlenimi na občinski upravi, ampak to ne želim špekulirati. In pa še zadnje, na kar bi opozoril, zelo me je zmotila obrazložitev pri postavki 9332, kjer pravi, v prihodnjih letih bo potrebna odločitev krajevne skupnosti, vodstva šole in lokalne skupnosti, na kakšen način sanirati zastarelo šolo. Gre za podružnično šolo v Črni. Jaz ne bi tukaj odlašal na prihodnja leta, stanje gor je kritično in jaz mislim, da se je treba odločiti najmanj pri naslednjem proračunu, ne pa v prihodnjih letih, ker s tem samo predlagamo odgovornost na tiste, ki bodo prišli za nami. Epidemija, v kateri je bilo veliko govora, ni povzročila tega, česar smo se bali. Hvala Bogu, realiziranih je bilo kar precej sredstev, seveda me pa moti to, kar sem omenil. In predvsem tam me zanima ta 30 nastalih stroškov, samo 92.000 od 296.000 porabljenih, se mi zdi absolutno premalo. Občina, ki ima tako organizirano civilno zaščito, bi mogla bolje preračunati, kaj in koliko potrebuje, da bi dobili povrnjenih precej več sredstev. In stavki, reševali smo življenja, delali smo na vrat na nos, ni bilo nikjer mask za dobiti. Mene ne bojo prepričali, ker še vedno se je treba držati nekih pravil in pa zakonov, ne glede na to, kakšna je situacija. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Alenka Jevšnik. Hvala za besedo.
Glede zaključnega računa imam eno vprašanje, ker šele tukaj v zaključnem računu lahko vidim, oziroma kaj se je pri določenih postavkah dejansko naredil. Čeprav potem, kot sem gledala, je bilo s proračunom oziroma rebalansi sprejeto nekaj čisto drugega, vsekakor pa ne tisto, kar je bilo na koncu narejeno. Gre za postavko 8220, to so investicijska dela v Makinskem samostanu. Tukaj najprej je bil denar namenjen v bistvu za vzpostavitev 2 oddelkov vrtca. Potem se je z rebalansom spremenila obrazložitev in so bila neporabljena sredstva predvidena za prenovo sanitarij. Ampak sedaj v zaključnem računu pa lahko preverimo, da so se naredila sondiranja in druga dela, ki v obrazložitvi v bistvu sploh niso bila predvidena in tudi niso nujna. Sploh pa ne vem, da bi to mi sprejeli. Nikjer pogrešam tudi razlago, nikjer ni bilo obrazloženo, kaj se sedaj dogaja z vzpostavitvijo teh 2 oddelkov v Makinskem samostanu, kako daleč je investicija, oziroma ali bo sploh dokončana, ali kaj zdaj čakamo, restavratorje, kaj, nisem nobene obrazložitve ni. Tako da to daje občutek, da se kakšne zadeve s proračuni in rebalans sprejemajo malo s figo v žepu, ker določena dela niso bila nujna, glede. Kot veste, smo v LMŠ podali kar nekaj predlogov glede racionalizacije in poslovanja vrtca in k temu je potreben en strateški pristop, kar po mojem mnenju odpiranje manjših enot verjetno ni, in naš predlog že dlje časa poznate, da gre v bistvu stvar v smer združevanja oddelkov, lahko, to smo že večkrat poudarjali, lahko pri Pestrni, pri Sneguljčici. Zato me zdaj samo zanima, kaj je zdaj s tem, ali ste ugotovili, kaj se dejansko tam dogaja. Hvala. Hvala. Besedo ima Aleksander Uršič. Hvala za besedo. Jaz imam v bistvu 2 vprašanja. Eno je to, kar je že Igor vprašal, povrnjena sredstva za civilno zaščito oziroma za te COVID ukrepe. Točno to smo pred enim letom govorili pa opozarjali. Drugo vprašanje je vezano na nadzorni odbor. V preteklosti vem, da je bila praksa oziroma sem bil deležen tega kot član nadzornega odbora, da smo bili seznanjeni in obravnavali letno poročilo in tudi podali mnenje in tukaj me zanima, ali so dobili v obravnavo ali niti niso dobili ali niso podali mnenja. Bi pa zdaj še priliko izkoristil pa se malo navezal na to. Dejstvo je, da drži, da kakšna stvar res ni realizirana. En od razlogov je tudi to, da v bistvu, če se na Makinski samostan navežem, tam imamo konkretno sprojektirane zadeve, ki imajo eno skupno lastnost z enim drugim projektom, kjer nas tudi je že zdaj kar nekaj časa malo glava bolela, se pravi, projektant je isti kot za osnovno šolo Frana Albrehta. In ko smo zbirali ponudbe za prenovo teh WC-jev, je bila neka tako pavšalno ocenjena vrednost, če vemo, da če ne WC-jev urejaš, računaš, da bo tak znesek, kot smo ga tam planirali, zadovolj. Ampak ko je bila zračunana, ocenjena vrednost, ker jo še ni bilo, je bilo to krepko čez 70.000. Tako da zdaj, če bi mi to realizirali, pa sredstva zbrali, nas bi danes verjetno pozdravil, spraševali, kaj nam je, da 70.000 evrov dajemo za WC-je. In ko smo naročili, z županom na oddelku, da torej optimizirajo dogovoru z projektantom, je bil velik dosežek, da so iz 72.000 evrov prišli na 68.000 evrov. In to ob dejstvu, da vemo, kaj je osnovna funkcija WC-ja. Tako da drži, marsikšna stvar ni tako, kot je planirano in kot je na koncu, ampak žal je zato dostikrat to krivo, da je bilo v preteklosti kaj narobe zastavljeno. Pa to ni izgovor, ampak da odgovorim še to. Ravno zaradi tega je zdaj v pripravi sodeluje javni vrtec in koncesijski vrtec in oddelek in tudi širš boste kmalu zraven povabljen, pripravljamo strategijo za predšolsko vzgojo. Ravno zaradi tega, da bomo optimizirali to našo predšolsko vzgojo, ker tukaj se z Alenko absolutno strinjam, smo tako bogati, da bi odpirali enooddelčne, dvooddelčne enote po Kamniku in ne vem kje, po centru Kamnika. To je logično, da v eni dolini tako zadevo odpreš, zato da približaš
občankam in občanom, da imamo pa razpršene te enote pa po Kamniku, to pa absolutno je zadeva, ki jo moramo v naslednjih letih odpraviti. Tako da, hvala. Hvala. Besedo ima Natalija Berlec. Ja, lepo pozdravljeni še enkrat, hvala lepa za besedo. Jaz imam dve vprašanji še poleg in sicer nekaj bi povprašala v zvezi s postavko 9200, to so prevozi v šolo, kjer se je postavka, čeprav razumem, povečala glede na to, da po preteklem letu zaradi covida dosti otrok v bistvu niti ni obiskovalo šolo, in pa postavka 8460, ta pa gre za zamenjava scenske razsvetljave, odrske mehanizacije in me zanima, da Ministrstvo za kulturo je namreč objavilo javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo, pa da nismo prejeli teh sredstev, namreč ker nismo bili uspešni in me zanima, kaj je bil razlog za to. Hvala. Hvala. Besedo ima še Jože Korošec. Jože, nasliši se vas, še enkrat znova. Evo, zdaj bo, se slišimo. Ja, če generalno gledamo tale zaključen račun, mislim, da realizacija prihodkov in odhodkov, glede na situacijo, v kakšnem bo v lanskem letu, je zadovoljiva. No? Tako da je nekje na prihodkovni strani sem imel eno vprašanje, mogoče tam je NUSZ, ne vem, tam je malo izpada 91, ali je to ni dobro preračunan bilo, ali je niso plačali. To me malo zanima. Drugače pa, kar se tiče investicij, seveda nekaj investicij je izpadalo, zato je tudi ta realizacija malo manjša. Drugače pa mislim, da je pač glede na dano situacijo, glede na leto, v katerem smo se nahajali, se mi zdi, da je bilo realiziranih dosti stvari, lahko bi bilo seveda še več, ampak nikoli ni bilo 100% realizacija v nobenem proračunu, tudi v normalnih časih. Tako da upajmo, da smo malo že navajeni na te zadeve, upajmo na letošnje leto še boljšo realizacijo in pa seveda čim več sredstv na prihodkovni strani. Hvala. Hvala. Zdaj, preden odprem razpravo, pa če kdo bi nekaj zadev obrazložil, torej scenska razsvetljava. Ja, prijavili smo se na razpis, pač ko Ministrstvo za kulturo nas ni izbralo sofinanciranje, zato tista postavka ni bila realizirana, ker pač strani Ministrstva za kulturo nismo njihovega deleža dobili in zato se pač postavka ni realizirala. Smo se pa letos zopet prijavili in upam, da bomo uspešni, in če bomo uspešni, bomo zagotovili sredstva letos. Jaz si želim, da bi bili uspešni in da bi te lučne vleke že enkrat zamenjali. Kar se tiče prevozov v šolo, je bilo tako, da se je med letom enkrat postavka zmanjšala, potem se je pa dejansko, ker se je sprostila, se je zopet povečala, tako da tukaj je bilo porabljenega toliko, ko je bilo dejansko nujnega za te prevoze, ki so bili upravljeni v lanskem letu, se je pa vmes že zmanjšal. Tako da glede Mekinskega samostana je gospod Uršič odgovoril. Kar se tiče povrnjenih sredstev za COVID, ja, tudi jaz bi si želel, da bi bilo drugače. Je pa dejstvo, da dejansko smo se prvič soočali s to boleznijo, da cela država takrat ni bila pripravljena in takrat smo reagirali tako, kot smo. In dejansko takrat smo naredili vse, da smo naše občanke in občane zaščitili pred to boleznijo in stroški so bili kar veliki. V drugem valu so stroški, kjer imamo že nekaj izkušenj, veliko manjši. Pričakovali smo takrat vse od države, pa vendar smo dobili samo 30% tega in država je takrat dala na prebivalca toliko in toliko in to so bili delež, ki je bil povrnjen. Kar se tiče sakralnih objektov, pojdite pogledati sosednje občine in druge proračune. To so sakralni objekti, so edine objekti, v katere ljudje zahajajo, turisti, ki jih gledamo, ki so dejansko nek ponos naših krajev, stare stavbe in druge občine, recimo Cerklje, daje 50 000 evrov na leto, mi dajemo borih 20 000, imamo pa teh objektov ogromno veliko v naši občini in mislim, da je to ena bagatela, katero dajemo zraven. Kar se tiče cest, Igor, zdaj stvar je v tem, da ja, jaz sem ponosen, da ceste obnavljamo s pogajanji doseženimi nizkimi cenami. In cesta, recimo Briše pa Cerkljanska Dobrava sta neprimerljivi, ker Briše je široka 6 metrov, Cerkljanska Dobrava pa 3 metre. In Cerkljanska Dobrava cesta tudi ni primerljiva s cesto proti Studenca Markova, zato ker tam gor je bilo treba narediti ogromno opornih zidov, škarf in tega.
In ja, tam je bila cena 260 evrov na meter, tukaj smo spogajali na 130 evrov na meter na Cerkljanski Dobravi in naredili točno tako, kot so naredili na Cerkljanski strani. Na Cerkljanski strani pač tam ni bilo vsada, tukaj se je zgodil en vsad in to bomo sanirali. Kar se tiče ceste v Podgorju, je pa ja, tam je pa točno veš, je potrebno narediti še odvodnavanja, treba je speljati vodo iz tega področja na travnike in narediti drenaže in zato je tam strošek na tekoč meter ceste pač primerljivo višji. So pa vse ceste, ne zato, ker je kdorkoli, kjerkoli doma, so umeščene v proračun na podlagi prioritet krajevnih skupnosti, ki smo jih obiskali že dvakrat vse. Torej, krajevne skupnosti dajo svoje prioritete in na podlagi teh spiskov so ceste umeščene v proračune občine Kamnik. Zdaj, če sem še kaj pozabil odgovoriti, bi se, ima še poveljnik civilne zaščite bo glede covida, potem bomo pa še v nadaljevanju. Izvoli, Matjaž Srša. Ja, hvala za besedo. Najprej bi podal kratko informacijo o stroških v letu 2021, kot je bilo vprašanje. In sicer do današnjega dne je bilo porabljenih 21.044 evrov. In sicer za potrebe kadrov, zagotavljanja dodatnih kadrov v DSO-ju, kjer so imeli v začetku leta veliko število okuženih, tako zaposlenih kot njihovih varovancev, je bilo urgentno potrebno zagotoviti dodatne kadre s Ciriusa in ostalih ustanov. Seveda pa se je porajalo vprašanje, kdo bo plačnik teh stroškov, vkolikor ne bo tega pokrila država, zato je prišlo do sporazuma med obema organizacijama. Občina Kamnik je bila pa garant, vkolikor država ne bo zagotovila teh sredstev, da bo to plačala občina. In tudi to se je zgodilo, tako je občina založila sredstva v višini 13.442 evrov. Druge dve zadeve, ki sta bile še porabljene, je materialna tehnična sredstva, govorimo o nujni zaščitni opremi. Ponovno smo mogli aktivno sodelovati z DSO-jem zaradi zagotavljanja kisika, ki ga je v januarju in februarju nujno potrebovalo zaradi izredno velikega števila okuženih njihovih varovancev in seveda zagotavljanje izvajanja hitrega testiranja na območju Doma kulture. Je bilo pač potrebno zagotoviti ustrezno infrastrukturo, prometno ureditev in ostale ukrepe za izvajanje teh hitrih testov. Se pravi, v letošnjem letu do današnjega dne porabljenih 21.044 evra. Kar se pa tiče preteklega leta ali leta 2020, prvega in drugega vala, ki je trajal od marca do decembra preteklega leta, res je, ja, država je občini Kamnik namenila transfer v višini 92.000 evrov. Do tega denarja je prišlo, ker je državi ostalo 6 milijonov evrov in jih je sistematično po enakem ključu glede na število prebivalcev dodelila vsem občinam. To pomeni, da občina X, ki ni imela okužbe, ki ni imela stroškov, je dobila enako denarja, kot ga je dobila tudi občina Kamnik. Tako pač je bila sprejeta odločitev. Ne smemo pa pozabiti, da je država v letu 2021 zagotovila pa dodatna sredstva vsem občinam na račun covida, na različnih transferjih, na različnih področjih. Tukaj pa lahko ocenjujemo na grobo nekje 500 milijona evrov dodatnih sredstev, plus seveda teh 92.000. Seveda točne številke bomo videli na koncu leta iz zaključnega računa. Je pa zelo pomembno, da je država dala v mesecu maju navodila vsem občinam, na podlagi katerih parametrov naj pripravi zahtevek za vračilo sredstev. Govorimo o stroških brez DDV-ja, ker DDV se pač ne vrača. In tako je občina Kamnik pripravila zahtevek v višini 309.000 evrov brez davka oziroma 377.000 z davkom, kar je takrat predstavljalo 88% upravičenost za vrnitev glede na to, kar je država takrat povedala. Res pa je, da država se teh stvari ni držala in nam ni povrnila,
v celoti z teh stroškov, samo na te vpliva občine nažalost nimamo. Dejstvo pa je, da je občina v preteklem letu, govorimo o letu 2020, kot primer nabavila zaščitne opreme od mask, zaščitnih, bom rekel, tajvekov in vseh ostalih nujno potrebnih zaščitnih sredstev v višini 228.000 evrov, ker seveda nismo kupovali samo za nekaj mesecev, ampak do konca leta oziroma, če bo potrebno, tudi še za letošnje leto. In tako na ta račun v letošnjem letu nimamo nekih velikih stroškov na zaščitni opremi, kot sem že prej povedal, samo 2.000 evrov, pa še to je bil v večini samo kisik. Tako da upam pa, in vsi isto si, bom rekel, želimo, da se ta zadeva čim prej, bom rekel, umiri in da ne bo potrebno za nove četrte ali še kakšen več val kupovati opreme, ker pa vedeti moramo, da pa kljub vsem zahtevam, ki jih imajo tako šole, vrtci in ostale organizacije, pa seveda ta zaščitna oprema, ki je bila kupljena, je smiselno to opremo nameniti v te organizacije, ker v nasprotnem primeru bi mogle te organizacije samo kupovati, bom rekel, zaščitno opremo. Če govorimo o maskah, se pravi, ko je bil sprejeta odločitev, da morajo otroci od 6. razreda nujno nositi maske, smo pa skupaj z ravnatelji po ključu, ki je bil enak v prvem in drugem valu, razdelili zaščitne maske tudi za učence. Toliko zaenkrat. Hvala. Hvala. Še kdo? Besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa. Se moram malo odzvati. Gospod Uršič se tako rad zvoli krivdo na preteklost. Kdo je pa pripravil proračun za leto 2020? In kdo je izbral projektanta za WC, me zanima. To je to, kar jaz govorim o slabem planiranju. Tudi pri knjižnici, 100.000 je bilo rečeno za obnovo, ampak potem čez leto se je pa videli, da pa ne, da bomo pa drugače. To je tisto, kar govorim jaz o tem slabem planiranju. Ceste pa, ne vem, cesto na horuk narediti in čez eno leto popravljati vsad, meni pač ni všeč. To se mi zdi slabo delo. Tako kot opažam na glavnem trgu, sem zelo razočaran, upam, da bo šlo to skozi bančno garancijo, se en jašek poseda tam noter, vsakič, ko se peljem na novih cestah, se te stvari pač ne bi smele dogajati. Daj, bodimo tok, pa imejmo v mislih, kdo proračun pripravlja, kdo izbira, kdo to planira, niso za vse krivi tisti, ali pa nismo krivi za vse tisti odprej, kakšna stvar je šla narobe tudi zdaj že. Hvala. Hvala. Besedo ima Alenka Jevšnik. Hvala za besedo. Tudi jaz bi tukaj bom še enkrat ponovila, se strinjam tukaj z Igorjem, gospod Uršič, jaz ne vem, kaj ima preteklost veze z dvema oddelkoma vrtca v Makinskem samostanu. Te povezave ne vidim. Kot jo jaz poznam, je ni. Moje vprašanje je bilo, lahko ga ponovim še enkrat, zakaj, da je bilo v bistvu v proračunu sprejeto nekaj drugega, kar je bilo pa na koncu narejeno. Da je bilo najprej denar namenjen za vzpostavitev dveh oddelkov vrtca, potem se je z rebalansom spremenila obrazložitev in so bila neporabljena sredstva predvidena za prenovo sanitarij. Sedaj v zaključnem računu pa lahko preberemo, da so se naredila sondiranja in druga dela, ki v obrazložitvi niso bila predvidena in tudi niso, po mojem mnenju, nujna. To je bilo to. Hvala. In kaj je za odgovor? Pač planiranje je bilo vrtec, ki se potem zaradi Kaj za odgovor? To, da ni bilo tega predvidenega v proračunu, da se pač... Ni se realizirali v letošnjem letu. Sondiranja niso bila predvidena v proračunu, jaz ne vem, ali to zdaj se lahko tako na tak način dela. Gospa Alenka, ni debate, ampak pred vsakim posegom se je pač potrebno narediti v takem objektu sondiranja. Tako da sondiranja so bila na določenem področju narejena, zdaj bomo pa naprej razvijali ta samostan. V proračunu niso bila predvidena. Dobro. Zdaj,
to so manjša dela, to ni bilo stroškov toliko ogromno. Pač je to treba narediti. Če imate Ampak še vedno ne vemo, kaj je. Ja. repliko, gospa Alenka. Če imate repliko, se prijavite, če ne, ok. Povejte zdaj. Hvala za besedo, gospod župan. Rekla sem, da ni bilo niti obrazložitve, da še danes, ne vem, mogoče kakšni drugi občinski svetniki vedo, kaj je zdaj s tem, ne, kaj je zdaj z dvema oddelkoma vrtca, kaj se načrtuje, vseh teh zadev ni. To je bilo bistvo vprašanja. Pač zakrat jih ni, to se vidi najbrž. Beseda ima še Aleksander Uršič. Odličen odgovor, res. Sandi, ne slišite? Se upravičujem, sem pobrskal po dokumentih, se pravi, Atelje Hočevar je delal tele projekte leta 2017, avgusta, tako da Igor, zmenite se, kdo je to naročil, no. Sam v tem mandatu to ni bilo naročeno, no, tako da. Hvala. Hvala, zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme zaključni račun proračuna občine Kamnik za leto 2020. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Za. Natalija Berlec. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Za. Karmen Kapla. Za. Jože Korošec. Za. Dr. Jernej Markelj. Za. Nives Matjan. Za. Magister Šemsa Mujanović. Šemsa Mujanović. Duško Papež. Za. Ančka Podbevšek. Vzdržana. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Za. Robi Prosen. Glasujem za. Dr. Janez Rifel. Za. Edi Srujović. Je napisal, da je za. Matija Sitar Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Za. Franci Spruk. Za. Marko Šarc. Za. Mojca Škraba. Ivanka Včakar. Za. Karla Urh. Vzdržana. Aleksander Uršič. Glasujem za. Žaklina Zdravković. Za. Grega Zorman. Za. Igor Žavbi. Se vzdržim. Za je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.